Navdušuje milijone po vsem svetu, trube predanih in zvestih oboževalcev ima tudi v Sloveniji. Njeni v minutah razprodani koncerti dobesedno tresajo zemljo. S prodajami albumov in nagradami podira glasbene rekorde. Kot največja zvezda zabavne industrije ima močan vpliv tudi na družbo, gospodarstvo, politiko, šport. Kako je 34-letni Taylor Swift vse to uspelo? Kaj je skrivnost njenega neverjetnega uspeha? Kako je zgradila svoj milijardni glasbeni imperij? 24 ur Fokus z Miho Drozgom. Boginja popa, ki jo obožujejo milijoni po vsem svetu. Vse prisotna milijarderka, ki dosega rekord za rekordom. People come up to me and they'd be like, "You gonna just like do a show with like all the albums in it?" And I was like, "Yeah, it's gonna be called the Eras Tour. See you there." Glasbenica, s katero se, ker ima izjemno moč in vpliv, ukvarjajo tudi sociologi, psihologi, antropologi, literarni kritiki, ekonomisti, politiki. Mojstrica samopodobe, ki ima, in to ji priznavajo mnogi, izjemen občutek za pripovedovanje zgodb. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Toda zakaj je prav 34-letna Taylor Swift tako zelo priljubljena? Kako je to dosegla? Kako se je iz najstniške country pevke prelevila v globalni družbeni in popkulturni fenomen? Kjerkoli se Taylor Swift pojavi, je euforija, so nepregledne množice, skorajda izredne razmere. Ko je denimo nastopila v Buenos Airesu, je več kot 200 oboževalcev, da bi bili čim bližje odru, pred stadionom kampiralo kar 5 mesecev. We came from Minnesota, we went to Vienna, that show was canceled, so now we're here. Dobro leto in pol dolga turneja The Eras Tour, zasnovana kot pregled njenega skoraj 2 desetletji dolgega glasbenega ustvarjanja, na kateri bo 34-letnica na oder vse skupaj stopila skoraj 150-krat, bo, to je že jasno, pa čeprav je še ni konec, najbolj dobičkonosna turneja v zgodovini z več kot 2 milijardama evrov prihodkov. En sam 3 ure in pol dolg nastop, kjer ob zvezdnici pleše tudi slovenski plesalec Jan Ravnik, naj bi Taylor Swift prinesel dobrih 12 milijonov evrov. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Vstopnice za večino nastopov so razprodali v nekaj minutah, več kot 2 milijona v enem samem dnevu. V povprečju se na enem njenem koncertu zbere 70.000 oboževalcev, skupaj si jo bo torej na turneji, ki se konča konec leta, pogledalo več kot 10 milijonov ljudi. It's truly incredible what she's done globally to bring people from all over the world to other parts of the world and really just brings all the Swifties together, all thousands of us, well, millions of us really. Tudi na nam najbližjih, kasneje zaradi načrtovanih terorističnih napadov odpovedanih koncertih na Dunaju, bi samo na stadionu v 3 dneh romalo skoraj 200.000 oboževalcev. Njen koncert na Dunaju je nameravala obiskati tudi dramaturginja in pisateljica Eva Mahkovic, ki Taylor Swift spremlja dobro desetletje. Konec junija je že bila na londonskem Wembleyju, kjer si je koncert v 3 dneh ogledalo približno 250.000 ljudi. Zelo fascinantno, zelo ogromno, vidi se tako ogromna stvar, da je tako profesionalno izvedena, organizirana, samo občudujem lahko. Zelo dobra performerka, mislim, zelo se vidi, da uživa v tem, no. Zelo je znana tudi po tem, da ima rada svoje fane, oziroma da ve, da pač je to njena baza, no. Kljub spektaklu je bilo, pripoveduje, izjemno čustveno. Jaz sem zelo jokala tudi. Se vidi, da pač tudi povezano s tem, da si tam s prijateljicami, da pač ima že neko zgodovino, tako zgodovino do teh komadov, ja.
emocionalna izkušnja. Ja. Pozornost Timce Lukan, sociologinje in mlade raziskovalke na Fakulteti za družbene vede, je Taylor Swift vzbudila pred 6 leti. Pač spevna glasba, razumel si, čeprav si bil takrat zgodno najstništvo, si nekako razumel, kaj ti želi povedati. Je pa tako, da Taylor je bila takrat mogoče malo bolj obstranska, ni bila toliko mainstream. Je bila hkrati malo outsider in si mogoče tudi v tem videl neke povezave z njo kot najstnik. Na svetu je po nekaterih ocenah več kot 100 milijonov najbolj gorečih oboževalcev Taylor Swift, tako imenovanih Swiftijev. Na koncertih plešejo, pojejo in kričijo tako silovito in glasno, da seizmologi beležijo celo potresne aktivnosti. Welcome to the acoustic setting. Lahko reče Taylor Swift prav vsak večer, ne, da to pa je bil spot on, ne. Je šel dan mimo in spet smo zmagali, juhu. Brez dvoma, pojasnjuje glasbeni kritik Matjaž Ambrožič, je namreč Taylor Swift trenutno največja glasbena zvezda. Taylor Swift je vsekakor izjemno talentirana dekle oziroma ženska glasbenica, predvsem skladateljica, avtorica. In to je prva stvar, ki tukaj veliko doprinese k njeni slavi oziroma k njeni vseobsežni fami. Druga stvar je ta, da izjemno lepo oziroma čudovito izgleda. In pač lepotice imajo vedno prednost. Že po vseh naravnih danostih ne sodi daleč od premium oziroma od elitnega krožka. In tam se generira uspeh. Temu, ko spremlja fanatične množice njenih oboževalcev, pritrjuje tudi docent dr. Žan Lep z oddelka za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete. To, kar definitivno rezonira z ljudmi, z njenimi oboževalci, je v bistvu njena nekako tudi osebnost, pojava, prijetnost, glasbena besedila, o katerih poje, torej neka čustva, neko vsakdanje življenje, v bistvu teme, s katerimi se lahko poistoveti praktično vsak. She goes through all of these experiences, emotions, relationships of all kinds, and she writes about that, and she makes you feel like you're not crazy. Like there's somebody else out there that feels this much intensity. Hkrati pa živi v dobrem zgodovinskem trenutku, kjer v bistvu ima na voljo vse aparate, z katerimi lahko doseže takšne množice, ne? Torej neke socialne medije, internet, seveda tudi življenje, ki ga živi in to, da se pojavlja v novicah, v bistvu je poznana še večjim ljudem, hkrati, ne vem, smo videli odraščati. Potovanja so v bistvu dosegljiva veliko ljudem, ne, omogočene so zdaj te neke globalne turneje, ki so včasih bile mogoče bolj zamejene. Without your past, you could never have arrived here. Are you ready for it? Uspeh danes 34-letne Taylor Swift, hčerke borznega posrednika in vodje marketinga, ni bil nenaden. Do vrha je plezala postopno in predvsem vztrajno. Začela je kot najstniška country pevka, ki se je, da bi se resneje posvetila glasbi, iz kmetije božičnih dreves v Pensilvaniji preselila v zibelko countryja, ameriško zvezno državo Tennessee. Svoj prvi album je izdala pri 16. Ona pokriva res vse spektre. Njo imajo še vedno, ljubitelji countryja jo imajo za svojo. Hkrati imamo tudi ljubitelji popa za svojo. In vsi lahko pač se najdemo v nekih delcih, ki nam jih ponuja. Njen zadnji album, čeprav po mnenju kritikov ne najboljši, je že 14, ki je osvojil prvo mesto znamenite Billboardove glasbene lestvice. Na največji platformi za pretočno predvajanje glasbe Spotify je imel več kot 300 milijonov predvajanj v enem samem dnevu in več kot milijardo v le 5. Trenutno je na lestvici 200 najbolje prodajanih albumov, kar 10 njenih. Vidimo, da je koren njenega uspeha in njene všečnosti, njene popularnosti dejansko še vedno v teh enostavnih songih, namenjenih množicam, se pravi pretežno seveda belopolti publiki. Osvojila je 14 Grammyjev, 4 za najboljši album leta ter tako prehitela Franka Sinatra, Stevija Wonderja in Paula Simona. Lani je postala osebnost leta revije Time, letos se je uvrstila na Forbesovo lestvico milijarderjev. Zakaj je tako popularna? Ne nazadnje je tudi bajno bogato dekle postalo.
Seveda v glasbenem biznisu, tako kot v vsakem drugem biznisu, nasprotno od neke splošne slovenske percepcije. Seveda, bogat je tisti, ki ima rad denar in on ga očitno ima zelo rada. Ko so njeno nekdanjo založbo, pri kateri je izdala svojih prvih 6 albumov, prodali menedžerskemu mogotcu in je tako izgubila izvirne posnetke ter pravice do trženja, se je odločila, da jih bo posnela znova. Doslej je izdala 4. K naslovom je dodala pripis Taylorina verzija. Priljubljeni so še bolj kot originalne izdaje. Throughout my whole career, label executives would just say, a nice girl doesn't force their opinions on people. A nice girl smiles and waves and says thank you. Danes uspešno prodaja tudi vinilne plošče, večinoma mladim, ki sploh nimajo gramofonov. Z nekim spretnim marketingom, za tem, na kak način izdaja albume, recimo nek album presenečenja v času korone, ki ga je potem poslušalo veliko ljudi, že zato, ker jih je zanimalo, kaj se pa zdaj tukaj dogaja, hkrati ti neki poznani ritmi, obrazci, potem sam še gradijo na njeni popularnosti. Na družbenih omrežjih ima Taylor Swift več kot 500 milijarde sledilcev. Njene objave, izjave in dejanja zato niso nepomembne, še zlasti za milijone predanih in zvestih oboževalcev. Vemo, da nam je pomembno, da počnemo stvari ali da razmišljamo podobno, kot razmišljajo ljudje, ki so nam pomembni. In če nam je pomembna Taylor Swift kot oseba, lahko to seveda vpliva tudi na recimo naše volilne odločitve, ker hočemo ravnati podobno kot ona. I love your personality, Taylor! Posledice swiftomanije so tudi širše. Zaradi učinkov, ki jih njeni koncerti prinašajo lokalnemu gospodarstvu, je zlata jama za hotelirje, gostince, letalske družbe, taksiste. Povprečen obiskovalec koncerta naj bi za karto, izdelke z njeno podobo, prenočišče, prevoze in hrano zapravil kar 1200 evrov. Accommodation has skyrocketed. It's not normal for hotels to charge the rates that we're charging this weekend. People love Taylor and they'll travel the world. Samo ameriški del njene turneje naj bi po ocenah analitikov ameriškemu gospodarstvu prinesel skoraj $5 milijard. Pokriva toliko širok spekter tem, pa hkrati toliko da legitimnost polovici človeštva. 50% pač človeštva smo ženske, ne? In pač, če ti nekdo daje legitimnost tvojim občutkom, tvojim izkušnjam, boš seveda zapravljal denar za to, to poslušal, to cenil in pač posledično ta vpliv na politiko, ekonomijo, glasbo, tudi šport po novem. Zaradi njene zveze z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem je postal najbolj priljubljen šport v Združenih državah, le še bolj priljubljen. Taylor has an unbelievable fan base that follows her and supports her throughout her life, and it's been fun to kind of gather the Swifties in the Chiefs Kingdom and open them up to the football world, the sports world. Je strah in trepet ameriških republikancev. Če bi namreč kot pred 4 leti pred jesenskimi predsedniškimi volitvami podprla demokrate, bi to lahko precej otežilo Trumpovo ambicijo, da se vrne na oblast, čeprav se Taylor Swift o pomembnih družbenih temah ne izreka pogosto. Njej seveda ni v interesu, da se zameri nekemu delu svojih oboževalcev, kar je verjetno tudi potem razlog, da so nekatera sporočila mogoče ne tako direktna. Oboževalce oziroma še zlasti oboževalke navdušuje zlasti to, da pesmi, glasbo, predvsem pa besedila, piše sama. V njej zato pogosto vidijo žensko, čigar pesmi odsevajo njihove skrbi in težave. I think she speaks to all humans in general, but particularly girls and women. And I think that's why little girls like her, because they recognize right from out of the gate that she represents them and has their best interest. All the way through old, like me. Za neko tok high profile zvezdo v bistvu jaz berem dosti iskrene stvari znotraj teh tekstov o njenem življenju, pa dojemanju sveta, pa predvsem svojih čustev. Taylor Swift predvsem dobro razume, kako pomembni so oboževalci, stik z njimi, občutek vzajemnosti. Znana je potem, da v svojih besedilih, videoposnetkih, objavah na družbenih medijih in intervjujih pušča namige, znane kot velikonočna jajca. Vse nakupe, plošč, vstopnic, oblačil in ostalih izdelkov z njeno podobo razume kot dejanja predanosti. Ves čas daje vtis, da je zanje neskončno hvaležna. I love you guys so much. Ona daje nazaj. Ni enostranski ta odnos z oboževalci. Sploh takrat, ko še ni bila toliko slavna. Vem, da vse do 2018 je ona vabila svoje oboževalce, da pridejo poslušati njene albume, ki jih takrat še niso bili izdani.
in te easter eggs, kot ste rekli, tudi še vedno na TikToku komentira kakšnim oboževalcem, še vedno najdemo, da lajka kakšno stvar tako zelo premišljeno, ampak to je recipročnost, a ne, ki je mogoče drugi zvezdniki ne dajo toliko. Kljub temu, da seveda ona živi neko multimilijonarsko življenje, daje vtis, da je v bistvu čisto navadno dekle, ki živi življenje, ki izkuša čustva, kot bi jih izkušali njeni oboževalci, kar seveda omogoča, da oboževalci z njo navežejo ta nek osebni stik, hkrati pa seveda spretna z načini, kako komunicira, kaj sporoči, kaj ne sporoči, na kakšne načine sporoči. V imperiju Taylor Swift, tem, kot piše eden od gospodarskih portalov, večnacionalnem konglomeratu z najbolj zvesto bazo strank, najbolj karizmatično generalno direktorico ter ogromno gospodarsko in politično močjo, torej ni prav nič prepuščeno naključju. Taylor je predvsem populistična zvezdnica. Uspešna je zato, ker nagovarja množice. Množice pa niso specialni ljudje. Se pravi, Taylor Swift prosperira zato, ker dela simple muziko za simple ljudi.